Cenjene dame, dragi gospodje, prisrčen pozdrav v družbi Sportkluba. Na tale praznični ponedeljek bomo sklenili 31. krog prve lige Telemach. Sliko smo na Fazaneriji, obiskali smo torej Mursko Soboto, pred nami pa je obračun med Muro in Aluminijem. Po tem 31. krogu nekaj zanimivih tekem, vse skupaj boste tudi sami videli na zaslonih. Poglejmo, če lahko ogrozi vrata Aluminija. Bobičanec do strela, žogo je precej odbil Envolokor in tu je gol! Mura vodi z 1:0, 5 minut za nami. Srečno se je tam žoga odbila za Muro, nesrečno za Aluminij in mislim, da je bil Tio Cipo tisti, ki je potem žogo pospravil za hrbet nigerijskega vratarja. Krasno so izvedli vse skupaj Muraši. Takole je posredoval Envolokor in na koncu veselje za črno-bele. Žekovičem, ki ga danes znova ni niti na klopi, ne gre pa za kakšno poškodbo, vse to smo izvedeli. Zdaj pa priložnost takoj na drugi strani, žoga še naprej v kazenskem prostoru, Turčin je podal pred vrata, odbil je Karamarko, ekspresno bi se lahko sprejem, ampak Bobičanec ostaja pri žogi in lahko zdaj podal v sredino. Bobičanec opazil je Horvata na robu kazenskega prostora, pa zdaj do strela Mura! Brečka je rešila Envolokorja. Podaja iz kota, kar nekaj dela za Zalokarja, ki pa je dobro odreagiral in zdaj priložnost za protinapad. Na pravo nogo je prišla žoga, kajti Mura je seveda neprimerno nevarnejša, ko zapreti Bobičanec, ki je zdaj odlično podal v prostor. Izkazal se Envolokor. Tule zdaj, zato ima seveda, kar se tiče medsebojnega izkupička, boljši skor, kot radi rečemo. Pečnik medtem do strela, ampak Zalokar je bil zbran. No, zdaj morda priložnost za domače, ko se je Aluminij poigraval. Do odbite žoge je prišel Pucko, pa Horvat za Klepača. Klepač znova preigrava, Klepač, Bobičanec ima priložnost, Bobičanec in gol! Mura prihaja do vodstva z 2:0, 82. minuta in mislim, da je tekma odločena. Samo še čudež reši zasedbo Roberta Pevnika na današnji tekmi poraza. Tule so zdaj lepo izigrali zadnjo vrsto Aluminija domači, krasno tudi Klepač, ki si zasluži vse čestitke za to potezo, ko je preigraval na levi strani, potem pa zelo mirno Bobičanec. No in omenjal sem, samo za zadetek je zaostajal za zadnjič 13. avgusta proti Celju. V tem spomladanskem delu pa ob porazi na zadnjih 2 tekmah brez zadetka. No, vendarle pa zdaj Mura prihaja do 3. gola na tekmi. In vendarle tudi veselje, ki smo ga že danes videli, veselje Klepača. In jasno tudi veselje domačih navijačev. 94. minuta se je iztekala, Klepač pa je vendarle prišel do zadetka za 3:0. Spet se je vse skupaj, oziroma ne, tole je tisti prejšnji posnetek, ko je bil gol razveljavljen. Damir Čontala, izredno pomembna zmaga, do nje ste prišli z lepo prednostjo, 3:0 na koncu, ampak vseeno pa je Aluminij pokazal svoje kvalitete. Tako odlično smo odprli tekmo, hitro smo zadeli, tega smo si lahko samo želeli, nadaljevali pa nismo tako, kot smo se želeli, oziroma prvi polčas je na to bil preslab z naše strani, premalo agresiven, premalo ambiciozen. Kljub temu smo si še ustvarili 3 čiste situacije, smo pa tudi Aluminij 2-3 pol priložnosti ali pa priložnosti dopustili in z nekaj sreče bi lahko tudi oni izenačili. Je pa v drugem polčasu se slika nekoliko obrnila, tudi če je Aluminij pritiskal, smo imeli neko večjo kontrolo in pa na koncu tudi zasluženo zmagali. Mogoče rezultat celo previsok, glede na vse skupaj, ampak zmaga je izredno pomembna.
Je pa zdaj nazaj tista Mura, ne, ko zna zadržati minimalno prednost. Karakter ekipe, ki ga vi radi omenjate, ki se je zgradil skozi te sezone, to se je videlo v drugem polčasu, ko niste popuščali v obrambi. Tako, karakter se je zgradil skozi leta, predvsem pa z nastopi v skupinskem delu evropskih tekmovanj. Ta karakter bo izredno pomemben za zaključek prvenstva. Bili smo precej mirni, čeprav je Aluminij pritiskal, vedeli smo, da bomo imeli svoje priložnosti in na koncu smo jih tudi izkoristili. Dobili pa ste še dodatno širino v napadu za finiš sezone. Klepač zadetek v prejšnjem krogu, danes 2, en priznan sicer, en razveljavljen, pa še asistenca. Kaj to pomeni za zaključek sezone? Dobili smo Klepača, dobili smo tudi Tijoja Cipota, ki je dosegel prvi gol za 1-0. Seveda bosta oba izredno pomembna v samem zaključku. Klepaču je veliko govora v zadnjem trenutku, njegove kvalitete sploh niso sporne in če bo dobro delo na treningu, če bo pravo razpoloženje na treningu, potem bo tudi na tekmah uspešen in nam sigurno ogromno pripomogel. Hvala in srečno. Gospod Pevnik, sami ste dejali, ko ste prišli sem dati izjavo, gole je treba zabijati za osvojene točke. Kaj je danes zmanjkalo Aluminiju v napadu, vendar ste imeli kar veliko posesti na zelenici Fazanerije? Jaz mislim, da smo zelo poceni dobili ta prvi gol, dobro smo šli v tekmo, imeli 3-4 zelo lepe situacije, ki bi lahko boljše odreagirali in zmanjkali so goli. Mura ima to individualno kvaliteto in je izkoristila to, kar smo mi ponudili. Mi smo pa in prvi polčas in drugi polčas ustvarjali res skupaj 6-7 situacij, iz katerih moramo bolj konkretni biti v napadu in poglejte, ni predaje, treba se dvignati, 5 krogov je do konca, treba verjeti, škoda, da nismo izkoristili kiks Tabora, da bi prišli na 3 točke, ampak vse, moramo čestitati, bila je bolj konkretna, zabila te gole, mi se moramo pa lepo pripraviti za celo v miru in naprej. Verjeti to, da je vse možno in nič ni izgubljenega. Koliko točk mislite, da boste morali osvojiti na zadnjih 5 tekmah, da bi obstali oziroma si zagotovili dodatne kvalifikacije? Zdaj za dodatne kvalifikacije težko računati, ne vemo, kaj bo ta program. Nam je najbolj pomembno, da eno zmagamo. Da zmagamo, ker fantje se res trudijo, dobro trenirajo in danes res smo bili nekonkretni v napadu. Verjamem, da bomo to popravili in potem proti Celju, da res dosežemo to zmago. Čeprav Celje pa spet dober igra, tako da vse tekme so izenačene. Moramo izkoristiti svoje dobre trenutke in verjeti v to. Gospod Pevnik, hvala in srečno. Mihael Klepač, v sklepnem delu sezone znova odlična forma. Danes 2 zadetka, en na koncu priznan, pa še asistenca. Zagotovo ste zadovoljni s tem, ko ste že v prejšnjem krogu odločili tekmo? Pa jaz sem zadovoljan sam samim sobom, kao što ste rekli da sam ušao u formu. Sretan sam što samim time pomažem ekipi i naravno da se borimo tu među prva 3 mjesta sa Olimpijom, naravno, za sada. Koliko je bila ta tekma zahtevna, Aluminij vseeno ni bil tako slab, imeli so svoje trenutke gostje? Pa nije bio slab, s obzirom da smo mi prvo poluvreme, ako se ne varam, imali smo 2 šanse 100%, da smo zabili, utakmica bi išla u drugom smjeru. Tako da imali su i oni neke svoje šanse da su zabili, možda bi isto utakmica, ne znam kako se završila, ali svakako znali smo da će biti jako teška utakmica. Kako i nama trebaju bodovi, tako i njima, ali eto, sreća se okrenula na našu stranu i to je to. Hvala in srečno. Dino Špeher, zelo zahtevna tekma za Aluminij v napadu. Kaj vam je zmanjkalo za nekaj več konkretnosti, za nekaj več strelov, ko ste bili v dobrih situacijah? Pa je, od početka smo stvarno imali 7-8 situacija do kraja utakmice i nismo realizirali. Stvarno ovaj poraz boli, ali sad smo se dogovorili u slačionici da idemo dalje. Ima još 5 utakmica, puno je bodova u igri, imamo kući Celje i onda Domžale i stvarno svaka utakmica za nas je sad finale i rekao sam sad dečkima glavu gore, trebamo samo nastaviti raditi. Stalno smo nešto blizu, nikako da dođemo do ta 3 boda, ali ima još 5 utakmica i daćemo sve od sebe da okrenemo rezultat. Dino, hvala in srečno.